Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Dober dan, lep pozdrav vsem. Prišel sem, da se vam zahvalim. Če sem lansko leto, ko nam razmere zaradi covida niso bile najbolj naklonjene in nas je bilo manj, uročil zahvalo predsednika republike ob 40. ediciji teh zelo pomembnih dnevov stične mladih, pa sem letos prišel z malček bolj osebno zahvalo. Zahvaljujem se vam, dragi mladi ljudje in tisti, ki skupaj pripravljate ta čudovit praznik mladih ljudi, da ste me povabili medse. Ni bilo prej v navadi, da bi predsednik republike prihajal med mlade ljudi na stično. Jaz sem prejel vabilo in z malo treme sem tudi sem prišel. Sprejeli pa ste me veličastno. Ne vem, ali je tukaj kdo od tistih, ki so pred leti, daleč pred leti bili tukaj na tem prazniku, ampak to, kar sem doživel, takrat me je popolnoma prevzelo. Prišel pa sem zato, ker sem kot predsednik republike želel biti predsednik vseh in sem čutil potrebe, da pridem povsod tam, kjer mi ljudje odprejo vrata. In vi ste mi odprli vrata. Jaz sem stopil skoznje in naletel na veliko toplino, odprtost, strpnost, sožitje. Bilo je vedno, ko sem bil tukaj, danes sem šestič, čudovito. Hvala vsem za to veliko odprto srce. Tukaj sem tudi zato, da vam rečem v skladu z geslom letošnje prireditve, da se ne bojte prihodnosti. Gotovo, tako kot vsi, imate vi glede te prihodnosti neke dolžne skrbi. Kdo jih nima? Ampak mladi ljudje, ne se te prihodnosti bati. Gotovo z vašim znanjem, ki ga že imate in ga boste še nabrali, z vašimi izkušnjami, z vašo zrelostjo, pa tudi za pripravljenostjo, da stopite iz te cone udobja, da se potegujete za plemenite vrednote, v katere verjamete. To dobro bo premagalo težave, s katerimi se boste soočali. Hkrati pa vas prosim, da držite skupaj, kolikor je mogoče, da si pomagate in da prevlada v naši skupnosti, ne samo med vami, med nami vsemi, en občutek, da se lahko zanesemo eden na drugega. Ta leta, ki prihajajo, mogoče ne bodo običajna leta. Nas ne bodo preizkušala samo z običajnimi problemi. Prav mogoče je, da prihajajo malo večje skrbi in malo večji problemi. Ampak, če se bomo mi kot narodna in državljanska skupnost vedli tako, da se bomo lahko zanesli na drugega, da bodo prevladala te vrednote sožitja, strpnosti, solidarnosti, potem ni problemov, ki jih ne bi lahko obrnili v naš skupen prid. Ta stična mladih si zasluži, da je občudovana, na nek način pa tudi, da še nadalje skrbite za njo, da sporoča ne samo katoliški mladini, ampak mladim vse povsod po naši državi, ne glede na to, kako različni ste. In ta različnost je čudovita, da ta različnost bogati, hkrati pa ste pripravljeni prav zaradi vseh teh razlik sodelovati, se povezovati in skupaj ustvarjati boljši svet. Jaz vam želim, ker sem letos še zadnjič kot predsednik republike med vami, da ne bi nikoli klonili pod bremenom skrbi, ampak da bi vedno s tem upanjem, ki je v vsakem mladem človeku, v vas pa še zlasti, da bi premagovali te skrbi in premagovali probleme in jih reševali v skupno dobro. Prosim vas, da nikoli ne klonete, da greste vedno naprej, da se borite, da ste vztrajni, na koncu vedno dobro zmaga in če ne zmaga, samo pomeni, da še ni konec. Zdaj pa bom jaz končal, imam pa samo eno prošnjo. Vedno sem si želel v teh 10 letih kot predsednik, nikoli pa si nikjer nisem upal, zdaj pa me tukaj med prijatelji si bom to upal, prosi, če lahko naredim en selfie z vami. Ok, ni frke. Jaz sem prej mislil, da govorim o pomembnih stvareh, ampak kot človek omeni selfie, je pa konc sveta. Zdaj bom pa tremo to narediti, sam moment. Dobro. Evo, ne. Ok? A smo? Ok? Gremo? Ajmo, da slišimo glasove mladih.
Ok, hvala. Lepo se imejte. Srečno. Srečno.